Pozdravljeni na prvo adventno nedeljo. Na vsake toliko časa se pojavi skupina ljudi, ki napoveduje konec sveta. Če se ne motim, je bilo to še posebej navzoče v letu 2012. O tem je izšel še tako imenovani film. A kaj dosti se ni spremenilo. Zemlja se vrti naprej in v Ljubljani je tako kot prej. In danes, na prvo adventno nedeljo, tudi Jezus spregovori o koncu sveta. Jezus je večkrat govoril o tem, a od tega je minilo že 2000 let in mi se sprašujemo, se je morda zafrkaval iz nas je vlekel za nos. A Jezus je drugačen od samooklicanih prerokov. Opozarja nas, da naj ne bomo pozorni, naj se ne sprašujemo preveč o točnem datumu, o tem, kako bo to izgledalo, saj pravi, da za uro vele Oče, ki je v nebesih. Nas pa svari, naj bomo pripravljeni, naj bomo vedno pripravljeni. Čujte in molite. In to je tudi namen adventnega časa, da se v molitvi, čuječnosti, v pripravljenosti pripravimo na Jezusov prihod, na njegov prihod, ko bo kot skrit prišel v jasli in se srečal z nami. Priprava. In tako so skozi vso zgodovino kristjani živeli kot pripravljeni. Najbrž se spomnite kakšnega svetnika v cerkvi, ki je v rokah držal lobanjo. Ni šlo za nekega morbidneža, ampak mu je ta lobanja pomagala, da je mislil na smrt, da je bil tako nanjo vedno pripravljen, da je vsak dan živel na polno, vsak dan bolj ljubil in se vsak dan bolj pripravljal na naslednje srečanje s Kristusom. In morda se bo zdelo čudno, ampak kako bi bil svet lepši, če bi vsak dan vzeli kot svoj zadnji? Gotovo bi živeli veliko bolj izpolnjeno življenje. Čas bi namenjali stvarem, ki so nam še posebno pomembne. Koliko več bi preživeli časa s svojimi bližnjimi. Sicer pa, kdor je pripravljen na smrt, ta ima urejene odnose. Nihče noče umreti, ne da bi se upravičil tistemu, ki ga je prizadel. Nihče noče umreti v nekih dolgovih. Imeli pa bi tudi urejen odnos z Bogom. Kdor se namreč vsak dan srečava z njim v molitvi, ta se bo veselil srečanja z Bogom. Kdor se srečava z njim s tem, ko pomaga revežem in ubogim, se bo veselil besed: karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. In kdor se sreča z njegovim odpuščanjem v spovednici, bo vedel, da je usmiljen sodnik. Svoj čas, svoje dneve bi uporabili za to, kar nam je najbolj pomembno. Koliko manj dragocenega časa bi tudi zapravili, če bi vzeli vsak svoj dan kot zadnji. In ko se pogovarjamo z ljudmi, večkrat slišimo, da ko je v družino prišla neka bolezen, kako so se bolj povezali, kako so se začeli več pogovarjati med sabo, kako so vedno bolj skrbeli drug za drugega. Same dobre stvari, katere pa je prinesla misel na konec. A če nam misel na smrt ni tako všeč, si lahko za zgled vzamemo Antona Puščavnika. On pa je vsak dan vzel, kot da bi bil njegov prvi. Torej, ni se ukvarjal s preteklostjo, s svojimi velikimi dosežki, da ga ta ne bi prevzela. Ni se ukvarjal s preteklostjo in svojimi neuspehi, s podrsljaji, grehi, da ga to ne bi zaviralo v rasti, da mu to ne bi vzelo poguma in upanja. Vsak dan je začel kot svoj prvi. Kristjani pa imamo eno veliko možnost, kako res začeti na novo. Cerkev nam to podarja z zakramentjo svete spovedi. Sveto spoved so namreč imenovali tudi drugi krst. Zakaj? Ker ko so nam odpuščeni grehi, postane naša duša čista ko suza, ko otroška duša
ki je bila ravno kar krščena. In tako je vse življenje pred nami, kot bel, nepopisan list. In ko se pripravljamo na Božič, ko smo v adventnem času, nobena lučka ne bo razsvetlila tako našega adventa in božičnega časa, kot tista lučka, ki nas kliče v spovednico. Ko nam Bog želi podariti svoje odpuščanje, ko nam želi podariti popolnoma nov začetek. In zdaj smo pa zmedeni. A vzeti svoj dan v adventu kot svoj prvi ali kot svoj zadnji. In se ob tem spomnim na zakristijo iz moje domače župnije, kjer je na vratcih pisalo: duhovnik, obhajaj to sveto mašo, kot da bi bila prva, edina in zadnja. In zato živimo ta dan, kot da bi bil prvi, edini in zadnji. Ljubimo, kot da bi bil ta dan prvi, edini in zadnji. Srečajmo se z ljudmi, kot da bi bilo prvič, edinič in zadnjič. In naj bo ta naša priprava na srečanje z detetom v jaslih, kot da bi bilo prvič, edinič in zadnjič. In priznajmo si, ne vemo, kdaj pride naš konec, še manj pa vemo, kdaj pride konec sveta. A ko beremo o tem v Svetem pismu, Jezus ne govori le o stiski. Ravno obratno, govori predvsem o veliki rešitvi na dan te stiske. Tudi danes, v prvem berilu, govorimo o rešitvi. Psalmist govori: saj si ti, Bog moje rešitve, ves dan zaupam vate. V evangeliju pa slišimo besede: ko se bo vse to začelo dogajati, se vzravnajte, dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje. In Božič, na katerega se skozi advent pripravljamo, je praznik rešitve, ko Bog postane eden izmed nas. Človek se rodi v jaslih, da bi nam prinesel odrešenje, da bi nam izrazil in izkazal ljubezen Boga. In vam želim, da bi v tem adventu čim večkrat okusili, kako Bog rešuje. Zato bodimo pripravljeni.